največji problem v tej državi so pomeščeno prostor. Ker vsak, ki ima 5 minut časa, ve, kako določeno stvar umestiti. Ker vlada tako slabo delala. In smo rekli, gospod Pahor, tukaj imate kompas, ne bo vaša orientacija. Za mlado Slovenijo so takrat vedeli vsi, ne. Maraton, ta ljubljanski, bi ga rad pretekel in da bi šel tam po 3:25, no. 3:20 se bi kar dal. Imam zdaj še v skrini enega, koga imam, Kovača, ne? Ne, se pričujem, Zobaca. Zobaca 5 kilogramskega, tako da mogoče pade naslednji teden, no. Z nami danes poslanec, nekdanji minister in kandidat na evropskih volitvah Jernej Vrtovec. Pozdravljeni. A se bova tikala, se bova vikala? Dejma se mi, da je kar tikati. Ker se poznava. Tako je. Sva bila tudi sodelavca nekaj časa v PR-u. Najlepši časi, no. Ja, vem, ti si Ja. pogrešaš te čase, ne? Ne, PR je še vedno tista služba, ki jo jaz najbolj pogrešam. Delo z novinarji, opinion makerji, pa te stvari, to je res my lovely job. Pa v bistvu ne veš, kaj bo dan prinesel, ne? Velikrat je tako, da ne veš se... Kinder jajček. Ne veš, kaj bo not. Jaz bi začel kar s tem, ti si bil zdaj službeno en mesec v Ameriki, mene je to, rekel, drug svet, na nek način, tudi politika se drugače tam odvija. Kakšni so tvoji vtisi, kaj si prinesel tam, kaj bi rekel, lahko tukaj apliciramo na Slovenijo, kje zaostajamo, kaj se od njih lahko naučimo, kaj se oni od nas lahko naučijo? Ja, jaz sem bil zdaj v bistvu skoraj en mesec v Združenih državah Amerike na povabilo State Departmenta na različne teme, zlasti pa delovanje institucij, ekonomija, davki, transparentnosti, pa tudi del energetike, pa tako dalje. In lahko rečem, da in v Washingtonu pa smo imeli ta bolj institucionalni del, se pravi, spoznavali delovanje institucij. Potem naprej smo šli v Kansas, Topeka, potem naprej Miami, New York in lahko rečem, da res odlično izobraževanje z zelo močnimi gostitelji, predavatelji, pomembnimi ljudmi, različnimi institucijami. Še enkrat ponavljam, to je res enkratno življenjsko priložnost in sem se res veliko naučil. Če primerjam Slovenijo in Ameriko, tukaj pač stvari so neprimerljive, ne. Lahko rečem, da ja, Slovenija je lepa, je majhna, lepa, ampak edinstvena država, super za živeti, zelena, odlična. Kar se pa tiče delovanja institucij, pa vidimo tukaj dve različni stvari, ne. Prva stvar je ta, da v Združenih državah Amerike rečejo tako, naše institucije, ki so stebri demokratične ureditve, delujejo ne glede na to, katera oblast pride, ne glede na to, ali Biden ali Trump, naše institucije so dovolj robustne. Pri nas pa, se pa zdi tako, prihaja nova oblast in zamenjali bomo in vse institucije, ne? In tudi danes vidimo v Sloveniji, kako recimo policija pa druge institucije delajo po navodilih pa taktih vladajoče koalicije in potem spet se zamenja oblast, ali pa pride druga vladajoča stranka, pa pride spet drugače, ne? V Ameriki recimo eden izmed stebrov demokratične ureditve so absolutno močne in te robustne institucije. Kaj se je pokazalo tudi v preteklem mandatu in se je pokazalo zdaj v Bidenovem mandatu. In tudi v fazi naprej, oni rečejo, institucije so bistvenega pomena. Ampak kako je njim to uspet to robustnost vzpostaviti in ohraniti? Kaj je tisti moment, ki je drugačen v Ameriki kot pri nas? Pri nas institucije so šefi, ne vem, direktoratov, imaš ti direktorje nekih podjetij, ki so lahko državna ali pa kako pa to tam drugače deluje? Je to samo drugačna kultura ali imajo tudi mehanizme drugačne? V prvi vrsti je res drugačna kultura. Absolutno ne moramo primerjati politične kulture in odnosa do demokracije, tudi do politike v Združenih državah Amerike ali pa v Sloveniji. Čeprav tudi to se v Združenih državah Amerike spreminja, zaradi tega, ker radikalizirata se oba dva pola. Lahko pa rečem, da imajo pa tudi drugačne prijeme, ne. Mi imamo recimo KPK, ki mu rečemo, da je brezobi tiger, medtem, ko v Združenih državah Amerike imajo to vrste institucije, kot so etična komisija, pa ostale stvari znotraj senata, ki imajo zobe, ne. Se pravi, tigri, ki imajo zobe in potem lahko nekoga pripeljajo tudi pač do konca. Pri nas pa imamo KPK, ki v bistvu naredi neko poročilo, potem pa običajno to pade na drugih instancah, ne. Se pravi, gre za dve neprimerljivi državi, ne.
Ampak tudi v sankcija delovanju je razlika. institucij. Sankcija tam je, pa nas je pa ni. Absolutno. Glede, v Ameriki so bili, ne vem, smo gledali primere, koliko sodnikov je bilo v preteklosti že obsojenih, pa tako naprej. Pri nas se pa zdi, da gre v določenih primerih pri določenih institucijah za svete krave, ne, ki se jih pač varuje, čuva, ne. Medtem ko v Združenih državah Amerike je v bistvu res ta demokratični proces veliko bolj razvit, tudi medijska pluralnost, ne. Veliko se mu dotaknilo tudi davki, pa vse te stvari. No. To je zelo pomembno tam. Ste tam države med seboj tekmujejo v tej davčnih razbremenitvah, davčnih ugodnostih in tako naprej, na različnih davčnih področjih. In ne vem, veliko bolj temu se pravi gospodarstvo prijaznejša država. Ne. Recimo odprti za vse start-upe. Ne. Bil sem na Floridi, se pravi v Miamiju. To je za start-upe res te prava država, tam se bo na enem bančnem združenju, na FIBI se reče. Ne. In lahko, mislim, oni res spodbujajo, tudi bančni sistem spodbuja nove investicije, start-upe, mlade podjetnike. Se pravi, ta konkurenca, ki je v tej globalni tekmi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, zlasti na področju razvoja, inovacij, tega se Združene države Amerike zelo dobro zavedajo, da treba mnogo več vlagati v inovacije in razvoj, če hočejo vzdrževati to prednost. Ne? Je pa ta bitka res zelo zaostrena. Jaz lahko rečem, če primerjam te dve velike države, ne, velje sili, lahko rečem, da ja, ne, sem prozahoden politik, zaradi tega, ker delimo z tem delom sveta iste vrednote, isto kulturo, iste določene pač poglede v odnosu do človekovih pravic, ekonomije, razvoja, inovacij, zlasti pa v odnosu do svobode. Pa ne take svobode, kot jo poznamo v Sloveniji, ampak svobode tista res primarna svoboda posameznika, da lahko skozi svojo svobodo, s tem, da pač spoštuje druge, doseže nepredstavljive cilje, da doseže vrhove, da poseže po njih. In to recimo znajo Američani narediti. Ne omejujejo posameznika, če je on sposoben, iznajdljiv, pameten, priden, mu pustijo. Ne? Pejt, pomagali ti bomo še zdrave. Ta svet je meni všeč. Blizu. Zelo blizu. Ja. Se je pa geopolitika spremenila. Ta veliko boj s Kitajsko oziroma gledanje čez različne zidove, strah pred tem, da bo Kitajska prevladala z nekim gospodarskim modelom, lahko se je vzpostavil tudi v zadnjih letih. Kako se to v Ameriki pozna? Ne, seveda, tako kot v Evropi se v Ameriki to še bolj pozna, s tem, da se oni tega vedno bolj zavedajo, da pač Kitajska skozi svoje produkte in tako naprej prihaja tudi na ameriški trg. V preteklosti, ne, tudi v Ameriki in v Evropi je bilo v preteklosti narejeno so bile narejene številne napake. Ne. Je pa zdaj čas pač, da se, če govorim v odnosu do Evrope, da določene neumnosti iz preteklosti, da se govorimo o zelenem prehodu, zaustavimo. Ne. Tega, ker s tem izgubljamo v Evropi samo konkurenčnost napram Kitajski. Združene države Amerike imajo tukaj vrsto drugih težav. Oni so, zlasti tukaj zgodba o Tajvanu, ne, in tako naprej. Ampak zelo dobro se zavedajo problema. Ne le politika, ampak tudi institucije in tudi nevladne organizacije. In oni so za to svobodo, ki jo imajo, pa tudi, gledajte, na drugi strani za človekove pravice, ki jih imajo, ne, so pripravljeni žrtvovati marsikaj. No? In lahko rečem, da tega se zaveda politika, institucije, da se zavedajo tudi, pozor, nevladne organizacije. V Kansasu smo se srečali z eno nevladno organizacijo, ki je za razliko od naših nevladnih organizacij financirana popolnoma od individualnih oseb in podjetij in recimo se ukvarja ravno s tem področjem kršenja delavskih pravic, pa tako naprej tudi na območju Združenih držav Amerike, delavcev, ki prihajajo od zunaj in tako dalje. In recimo smo začeli tudi temo o Kitajske. Ne? In recimo ta zgodba Kitajske skrbi tudi nevladne organizacije v Združenih državah Amerike, zaradi tega, ker prihaja res ta primarna nelojalna konkurenca. In proti temu se zelo težko boriti, so pa tukaj seveda orodja, da zaščitimo svoj način življenja. Zahoden način življenja, bojo Američani ga skušajo zaščititi, jaz želim, da gre po tej poti tudi Evropa. Delamo pa, Američani ne delajo več napak, mogoče so jih v preteklosti, mi pa jih. Ne? Mi bomo avtomobilsko industrijo v Nemčiji bomo dobesedno uničili, če bomo nadaljevali s tem tempom, ne? Kajti selimo vse polproizvode
na Kitajsko, ne, od aluminija naprej, tega, ker pač tukaj se ga ne splača več proizvajati, primarni aluminij, naprimer, pa vse ostale komponente in prihajamo v silne težave, da zgubljamo res konkurenčnost. No. In se bomo vprašali, kaj smo mi od leta 2000 pa do 2025 tako hudo zgrešili na področju zavarovanja, ne, našega načina življenja, da kar naenkrat nimamo nič več tistega, kar smo v preteklosti imeli. No, ampak to seljenje ekonomije ali pa gospodarstva na Kitajsko zaradi ugodnejše delovne sile se nam zdaj pač vrača kot bumerang. Ne? To smo počeli kar nekaj let, desetletij konec koncev. Oni so zdaj tehnologijo pobrali, jo skopirali, zdaj se pa vračajo sami s svojimi, ne vem, novimi avtomobili kitajskimi, imajo tok pa tok po Afriki zakupljenih oziroma kupljenih kamnolomov in podobnih stvari. Imajo surovine, imajo znanje, ki so ga iz Evrope dobili, zdaj so pa na tem, da tekmujejo z nami na trgu. Ne? Ja, pa tudi oni moramo se zavedati, da vlagajo veliko tudi v raziskave in razvoj, ne? V inovacije, absolutno. Če pogledamo zgodovinske okoliščine, imeli smo pred 500 leti vzpon Zahoda za odkritje novega sveta, predtem smo imeli vzpon vzhoda in tako dalje. Se pravi, pač zgodovina pozna vzpone in pace, ni samo ena premica, ena črta, ampak absolutno recimo Kitajska ima svoje težave, ne, ki jih moramo tudi omeniti. Ne. To zlasti pa demografski kazalci na Kitajskem so sila problematični in s tem so oni zelo, zelo ubadajo. Kajti teh politik, ki so jih imeli v preteklosti, se pravi politika enega otroka, imajo zdaj hude posledice. Poleg tega tudi na Kitajskem se vzpostavlja ta srednji sloj, nekoč tega ni bilo, ne. Se vzpostavlja srednji sloj, ki pa ima vedno bolj potem svoje zahteve, ne, na svoj način. Jaz, ki vidim prednost zahodnega sveta, ne, vidim prednost v tem, da zagotavlja posamezniku svobodo. Ne. Recimo umetna inteligenca je ena izmed teh stvari, ki je naša prednost, kaj je bila razvita prav iz teh zgodb posameznikov, ki jim je bilo dopuščeno, da so lahko to razvili. Ne. Kitajskem pa tako, ne, kar reče komunistična partija, to bomo naredili. Ne. In tukaj vidim te prednosti, ne, da pustimo posameznikom svobodo, da jim damo tistim, ki so sposobni in zmožni, ne, da jim damo dobre pogoje. Da skozi svobodo in te dobre pogoje lahko uresničijo svoje talente in potem se za ta način življenja ne bojim. Res si omenil zeleni prehod, to je tudi tema zdaj v teh evropskih volitvah. Kje je glavna zabloda ali pa kje je največ megle okrog tega zelenega prehoda? Pač imaš zagovornike, da to moramo iti za vsako ceno, oziroma kje je tukaj tista stvar, ki jo je treba korigirati? Ma gledajte, absolutno je prav, ne, da imamo v mislih varovanje narave, okolja in tako naprej. Tukaj pa treba najprej reči, ne, kakšne posledice pri tem, ko pri izpustih CO2 ima človek, ne, kakšne ima na drugi strani vsi drugi dejavniki. Absolutno človek je dejavnik, ampak zablode tudi, bom rekel tako, te pritiski strani določenih evropskih institucij v preteklosti so bili nesorazmerni in zaradi tega nas porivajo v močan zaostanek. Ne. Primer je absolutno to, da Kitajska proizvede več kot tretjino vseh izpustov na svetu, CO2 izpustov, Evropa jih proizvede 8%, med 7 in 8%. Mi rečemo, mi bomo to seveda znižali na nič, pa bomo rešili svet. Ne bomo. Drugo, kar sem pa prebral te dni, pa je, ne, v Evropi smo svoj bonus izpustov CO2 v preteklosti že izkoristili, ne, da tega moramo prvi to zmanjšati. Ne. Pravi, nekakšno kaznovanje samega sebe zaradi lastne preteklosti. In dopustimo pa lahko Kitajcem in Indijcem, da delajo s tem okoljem, kar želijo. Ne. To pač ne bo šlo na tak način, ne. Kaj ti potem lahko, ne vem, kaj lahko rečemo na temo Afrike v zadnjih 400 letih, kar so Evropejci tam počeli. Ne. Ta način argumentacije mi res ni všeč in je v bistvu popolnoma zgrešen. Se pravi, zabloda pri zelenem prehodu je to, da izgubljamo konkurenčnost. To je prva stvar, da imamo različne dajatve, kot so dajatev na CO2, ne. Zaradi tega imamo dražjo električno energijo. Medtem, ko mi zapiramo termodivizije, hkrati zaradi nemške politike so se v Nemčiji zaprle jedrske elektrarne in na drugi strani Kitajska pa proizvede 2 novi termoelektrarne na mesec. Ne. Kako mi mislimo proizvesti in biti
energetsko neodvisna Evropa. Zgolj in samo z energetsko učinkovitostjo, ne? Zgolj in samo z vetrčkom, sončkem, ne, ki ga po zimi ni, to je mnogo premalo. Ne? Jaz sem za zeleni prehod, ki pa mora biti pameten, transparenten, ki bo ponudil različne možnosti, tudi razvoja, inovacij, ampak ne, zeleni prehod da, obnovljivi viri energije, ampak ključna tukaj je jedrska energija. Se pravi, ne, ta povezava mora biti. In potem bomo lahko govorili o energetsko neodvisni Evropi. Samo z vetrom in soncem pač je to nemogoče doseči. Pa postopnost je pomembna, ne? Postopnost pa, da ne hitimo. Ne? Glejte, zdaj, vsaka tehnologija rabi svoj čas. Jaz tudi mislim, da energija shranjevanja električne energije, ki je proizvedena v določenih špicah, pač ta trenutek te tehnologije še nimamo, da bi kar proizvedemo iz sonca avgusta shranili do dovoljšnih količinah do februarja, januarja. Ne? Te tehnologije še nimamo. Druga stvar je recimo spet avtomobili na notranje izgorevanje. Takrat, ko se bo tehnologija dovolj razvila z električnimi avtomobili, se bodo ljudje sami odločili, jih ne rabimo prisiljevati, da bomo ukinili neko stvar. Jih ne rabimo v to siliti. Ljudje bojo videli, imamo električne avtomobile, zakaj bi več imel, ki so boljši, električni so boljši, pa se ga bo človek sam kupil. Ta trenutek pa imamo električne avtomobile, zelo drage, naredijo poprečno 400 km, itd. In se človek vpraša, to se mi res ne splača. Če bi ljudje videli, da se jim to splača, bi sami to kupili. Torej, meni ne gre, mi ni všeč in ne akceptiram politike prepovedovanja. Ne? Se pravi, žalostno pa je, da se to dogaja v svobodi, prepovedali bomo drva, avtomobile, kaj še, ne? Plin. Se pravi, ta politika prepovedovanja ni v redu, ampak gre za to, da pač, ko pride določena tehnologija na vrhunc, potem se ljudje sami odločijo, ne? Ali se bodo vzeli s kočijo, s konji, ali bodo vzeli pa avtomobil dizel ali električni, ne se ljudje sami odločijo, kaj bom. Rad bi spregovoril s tabo še o tej tvoji izkušnji ministra, ne? Kako je pravzaprav nositi to breme za vse infrastrukturno strateške pomembne investicije v državi na svojih ramenih. To ni tako enostavno verjetno, ne? Ja, je kar velik izziv. Jaz moram reči, da sem se na začetku te funkcije ne bal, ampak sem jo imel spoštovanjem. Zaradi tega tudi moja odločitev, da sprejmem ta resor, res ni bila enostavna in sem se vzel kar več dni časa za premislek. Lahko pa rečem, da sem imel okrog sebe odlično ekipo, izzivov pa bilo res veliko. Bil sem najmlajši minister v vladi, bilo je veliko breme, zadnjič sem z nekom govoril, iz gradbeništva, ki mi je rekel, gledaj, dali smo ti 2 meseca. Ne? Ampak si se pa odlično znajde. Si se pa odlično znajde. 2 meseca miru. Ne, ni bilo tako mišljeno, da bom preživel 2 meseca na resorju. In jaz mislim, da tudi nekateri kolegi znotraj vlade so enako razmišljali, ki so bili večji favoriti za ta resor, v katerem je ogromno interesov, je tukaj energetika, gradbeni sektor, javni prevozi, pa vse, kamnolomi, rudarstvo je bilo pri meni. Vse to in interesov je res velik. Ja, žičnice, smučišča. Pa je bila pa še korona. In še korona. In lahko rečem, da je res dobra ekipa, oba državna sekretarja, ki sem jih imel Košrok, Miherič, vodja kabineta, staff okrog, je bilo zelo v redu. In smo bili lahko premaknili prvič. Vrsto infrastrukturnih projektov smo jih začeli. Drugi tir, ki ga gradijo slovenska podjetja, drugi tir, tretji razvojna os. Karavanke. Moram pa reči, jaz sem čist pošten, glede tega. Sej to sem bil minister, ki je to začel. So pa tudi predhodniki pred mano, seveda del koraka v to smer, da se je to lahko začelo graditi. Sem pa ponosen na en projekt, in to je Monika. Jaz sem se v tistih dneh, prvih 14 dni mandata, takoj slišal z gospodom Čanjem. In on je rekel prvo vprašanje, ki mi je rekel takrat, je bilo, ali ste vi resni ali niste resni, da se ne bo zgodilo tako kot v prejšnjem mandatu. In rekel, če ste resni, potem mora vlada sprejeti sklep in mora biti ta projekt voden like under umbrella project. In potem smo imenovali državnega sekretarja Košroka, da je ta projekt vodil in smo ga pripeljali do te mere, da so Madžari že tukaj prisotni, da v bistvu že gradijo, da so zabivajo se piloti in sem vesel, da smo ta projekt, res tukaj pa smo skoraj ničle. Čeprav je bil že prej omenjen, ampak je stal. Ja, pa zamenjali so se investitorji. Zakaj pa je stal? Zaradi problematike administrativne zadeve pa to? Ne samo pa to. Razpisi pa to.
Ne samo to. Tukaj morate vedeti, da je specifika ta, da imamo mestno občino Ljubljana. Imamo železnice, imamo državo in imamo zunanjega investitorja, ki je OTP banka. Zdaj, oni so bili že večkrat tako, gremo ven, pridemo not, gremo ven, pridemo not. Prej so bili Triganit, potem je OTP banka. Se pravi, vsak investitor, ki pride v državo, hoče imeti na drugi strani sogovornika, ki reče, ok, mi vas vabimo, se zmenimo in to. Mi nismo šli proti njim, zaradi tega, ker so bili Madžari. Mi smo rekli, gledajte, ta muzej na prostem, železniško postajo, hočemo pač narediti novo. In veste, jaz res nimam zdaj podatkov, a to predrag projekt, kar se tiče državnega dela ali ne. Zaradi tega, ker državni del je manjši problem v primerjavi s tem, da je bilo treba dobiti investitorja. In mi smo takrat investitorja v bistvu zdržali, končanje smo se več kot dobili, podpisali smo par memorandumov in projekt sem vesel, da je zdaj razpis od zunaj. Jaz sem teh dosežkov res vesel. Mislim, se zgradi, konec dejansko je videti, ima neke realne posledice, 2 leti potem. To lahko rečem, da je bilo tista stvar, ki smo pripravili zelo točke blizu ničle in da smo jo pripravili naprej. Minister ima na nek način bistveno prednost pred poslancem. Zdaj si poslanec, ampak minister ima pa izvršno moč. Ne? Tukaj se zelo pozna, a nekdo pride na ministrstvo počivati pa na položaj ali pride delati. Kakšna je tvoja izkušnja tukaj? Mi smo garali. Mi smo res garali. Pa bom tako rekel, da na momente celo preveč. Mi smo imeli COVID, in to je bilo COVID, pa plus tega, da so potrebe lokalnih skupnosti zelo velike. Mi smo bili 2-krat na teden se bil na terenu cel dan. Od jutra do večera obiskal vse občine. Jaz sem res bil v mandatu v vseh slovenskih občinah, pri vseh županih. Še danes se spomnim, kje vozim, v tej cesti smo se pogovarjali, tam smo se pogovarjali, tej železnici. In to pogrešam tudi pri obstoječi vladi, ta občutek do terena, tudi do podeželja, do cestnih investicij, ki se jih zanemarja. Se pravi, investicije na regionalnih cestah. In garali smo včasih preveč, ker smo preterali stvari, postavili smo sicer visoko lestvico, bil pa je zraven predsedovanje in bil je zraven tudi COVID. Predsedovanje se ne začne samo s 1.6., ampak predsedovanje se začne že mnogo prej. Priprave na predsedovanje, na vse akte, delegirane akte, uredbe pa tako naprej. To se dela že pol leta prej, da no pomote. In tudi vsa ekipa. Lahko rečem, da vse 3 stvari smo znali komponirati in COVID, ki je bil zahteven projekt, malce manj na mojem resorju, absolutno, čeprav smo takrat na začetku že javni potniški promet vstavili, žičnice, smučišča, smo imeli kar veliko. Letalski prevozi za opremo pa za to. Ja, že kar pozabili smo vse to, kar smo naredili. Ampak vse te 3 stvari, se pravi COVID, aktualne infrastrukturne projekte, energetske projekte, pa tudi, se pravi, predsedovanje smo izpeljali z odliko. Mi pa še eno stvar omenil, Še eno stvar sem ponosen, ki so se predhodniki moji bali narediti, in sicer jaz sem izdal energetsko dovoljenje tudi za drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. To je bilo 2021, julija meseca. Dignili smo veliko prahu. Zakaj smo to naredili? Enostavno je to potrebno, a se razumemo. Brez nuklearke od drugega bloka ne bo možno zagotavljati energetske neodvisnosti države. Bo možno, ampak bomo bili odvisni za uvoza. Tisti tež moramo mi v vsakem primeru prej slej zapreti, ker je to, kar mi tam skopljamo, ne glede na to, kakšna vrednost CO2 kuponov. Ampak kar mi skopljamo, je zelo slabo in drago. Mi nimamo dnevnega, in vedno slabše je ta, mi nimamo dnevnega kopa, mi imamo lignit dol iz 400-500 metrov, ga vlečemo gor. In to je drag izkop. In ne vem, zakaj se sicer 2 zakona vlečeta, to je gor v Velenju, prestrukturiranje regije, pa zakon o postopnem zapiranju rudnika, tega, da bi lahko ljudi pripravili na to, da pač opustimo rabo premoga v Šaleški dolini, preusmerimo dolino v druge segmente, se pravi, dobimo tam druge gospodarske priložnosti. In ob tem zaprtju res se človek vpraša, ok, nekaj časa bomo bili brez drugega bloka, s tem, da mi s Tešem zaprtjem zgubimo med 26 in 28% našega stabilnega vira, pasivne proizvodne elektrike.
In nuklearka je res pomembna, no? Res pomemben projekt. Kako pomemben korak naprej proti nuklearki pa je to dovoljenje, ki ga je takrat, ki si ga ti izdal kot minister? To je kaj pomeni, recimo, če gremo v korakih 1 do 10, pri 10 imamo zgrajeno nuklearko, pa pri 1 šele začnemo, to dovoljenje je kaj, na polovici je potrebno? Ne. To dovoljenje brez njega pač ne moreš, zdaj se lahko pač to energetsko dovoljenje zaradi spremembe zakonodaje pač spreminja, za kakšno v nuklearko gre, kakšno moč. Mi smo dali 1200, zdaj bomo videli, kaj bo ta vlada naredila okrog tega. Lahko pa rečem, da so bliže koraki prej narejeni, se prej že uprava, gospod Rožman, pa tudi Gen, gospod Novšak so določene stvari že vodili. Lahko rečem, da smo imeli v Krškem zelo dobre strokovnjake, zelo cenim gospoda Rožmana, direktorja nuklearke, je bil direktor nuklearke, zelo močna persona, avtoriteta na tem področju, in da so že prej bili narejeni določeni koraki, različne študije. Oni so dali pobudo za izdajo energetskega dovoljenja na ministrstvo, že kar nekaj let pred mano. Pa je ostalo vse? Je to stalo. Smo pa mi takoj, ko smo izdali energetsko dovoljenje, smo pa takoj začeli z postopki umeščanja v prostor. Kaj tudi dolgotrajen postopek? To pa je največji problem v tej državi, so pa umeščeni v prostor. Ko vsak ima 5 minut časa, ve, kako določeno stvar umestiti. Ne bo šlo, po mojem mnenju, brez zakonodaje, da bi imeli zakon lex specialis, s katerim bi kukar magno umestil v prostor, sicer potem bo jasen, da se veže na to referendum. Ampak pač jaz mislim, da ljudje v tej državi so uvideli, da je nuklearna energija nekaj dobrega, da to ni slabo, da imamo dobre izkušnje s prvim blokom, tudi z dobro tehnologijo, v tem primeru to pač Westinghouse, in da imamo pametne ljudi, tudi. Pametne ljudi, da imamo eksperte. Res eksperte imamo inštitut Jožefa Štefana. Tukaj treba komponirati tudi prenovo testnega reaktorja v Brinjah. Tako naprej. Mislim, da tukaj imamo priložnosti, da nadaljujemo s to tradicijo močne jedrske države. Bom preskočil še na tvoje čisto osebno udejstvovanje v politiki. Kako si se ti sploh znašel v politiki? Kdo te je navdušil? Je bil to oče, je bil to kakšen prijatelj, kakšen v sorodstvu, da si sploh relativno mlad si vstopil? Si bil v mladi Sloveniji, mislim, da še si bil že polnoleten, še ne? Ne. Ja, mene je navdušil na politiko oče, to moram reči, ali pa to dnevno gledanje poročil. Spomnim se dogodkov isto, da ste iz leta 91, kot otrok. Vojna. Smo gledali to pri stari mami v Pavski dolini. In tistih dogodkov, potem živo se spomnim, kako sem preko radijskega sprejemnika radija poslušal interpelacijo proti Bandlu. To so, mislim, samo 8. razred, 7. razred osnovne šole. So taki spomini. To se tudi jaz spomnim. In jaz sem že takrat spremljal politiko. Moram reči, takrat smo Mak brali. Mak. In takrat sem jaz to spremljal kot osnovnošolc. Mislim, da je pozna osnovnošolska leta. Potem pa mlada Slovenija, mislim, da na koncu srednje šole, potem pa tako, ko sem prišel v Ljubljano, sem malo hodil obiskovati glavnega tajnika podmladka stranke Roberta Ilca. Ko se je pa že kar resna politika tukaj dogaja. Potem sem vratil zelo hitro namestnik mlade Slovenije, to je bilo tam 2005 leta, namestnik generalnega sekretarja. Ja, Robi je bil v bistvu tisti, ki mi je odpiral, Robert Ilc, tisti, ki mi je v teh mladih letih, tudi on je bil mlad, odpiral ta vrata znotraj podmladka stranke. Na koncu v bistvu smo kar sporedno gradila to pot, on je bil predsednik podmladka, jaz generalni sekretar, potem sem bil predsednik podmladka. Se šel potem v PR. Ja, zelo mlad, ampak imam pa res lepe spomine na to obdobje udejstvovanja v politiki skozi podmladek stranke. Če danes primerjam delovanje podmladkov, za mlado Slovenijo so takrat vedeli vsi, ker mi smo res. Ste imeli akcije, Mi smo imeli ogromne akcije. Jaz se ne spomnim tudi pri Pahorju, Ja. A drži? Moram povedati, da ko sem bil minister, smo se z Borutom Pahorjem o tem pogovarjali, ker bo predsednik države, smo šli dol v Katar in smo se na letalu pogovarjali o tem in rekel, gledaj, dobri ste bili, Mi smo prinesli kompas in moram reči, da dober bo tudi Borut Pahor. Mi smo prinesli kompas, ki vlada tako slabo delala. In smo rekli, gospod Pahor, tukaj imate kompas, ne bo vaša orientacija. In potem je on rekel, ne tako nonšalantno, da nas bi pač rekel, da je 5. stran ulici.
Pa reče, daj, pejte z mano. Ne? Pejte z mano v mojo pisarno, tega gremo čez, pa povejte vaše predloge. In ste šli? Hej, car, ne? Ja. Lahko rečem. In ste se usedli? Ja, smo se usedli in je rekel, gledajte, dajmo se pogovarjati, kaj vi predlagate, ne? Mi smo imeli tak 100 idej. Ampak to, ne, da iz mladih ljudi gori ta želja, ne, da lahko se v družbi kaj spremeni, ne, to jaz danes pogrešam nasploh v Sloveniji. Ne. Mi smo bili izredno mladi in če danes pogledate vi poslansko skupino Nove Slovenije, mi smo bili vsi v podmladku stranke. Ne. Jaz, Matej, Aleksandar Rebršek, ki bo moj podpredsednik, Janez Cigler Kralj, ja, bil podmladkom, ampak ni bil toliko aktiven. Ne. Pa tako, ne, mi smo bili res gorečne že, ne. Lahko pa rečem, da smo našli tudi to sproščenost v stranko, mi smo pa tudi do same stranke smo znali pa biti tudi zelo kritični. Mi se spomnim naših izvršilnih odborov, ko je predsednik takrat Bajuk prišel na naš izvršilni odbor, ne. Ja. In jih je pač poslušal, ne, le so se razprave. Se pravi, mlad človek je lahko kritičen, lahko predrzen, naj bo, no. To ga gradi. Sej potem se izoblikuje vsaka osebnost in tako dalje. Tudi mi smo naredili ogromno neumnosti, bili smo zelo liberalni v mnogih pogledih, pa tako naprej naši kongresi, od Bojkine Mivki, pa to so bili rade zase, ki so nam zavideli tudi ostali podmladki te dogodke. Ja, ampak se vidim, da zdaj tudi, ne, zdaj mlada Slovenija tudi lepo dela, no. Drugače, tudi časi so se spremenili, ne. Politika je v Sloveniji ratala nekaj, kar je najslabšega. Lahko. To so bili drugi časi, takrat absolutno. Je pa potrebno se zavedati tega, da mora tudi politika, govorim tudi za našo stranko, poprijeti za nove prijeme, da bo lahko privlačna. Mogoče ta strankokracija, kot jo poznamo, pred spominja določen politični establishment in bo treba malo več sproščenosti vnesti not, se pravi vnesti v samo paradigmo. Se pravi, mi imamo danes še vedno strankarski sistem urejen po vzoru Nemčije. Članstvo, program in se mora strinjati s celotnim programom, s celotnim statutom. Danes se ti en mlad človek strinja o 3 točkah, ki jih ti rečeš, ne. Težko ti dobiš pa ljudi, ki se bo strinjali v 100 straneh programa. In tukaj bo treba biti malce bolj inovativen in sicer bomo mogli reči, ok, mi imamo tukaj 3 ideje in dajemo na mizo, ne? In iskati pripadnika idej. Zato borbo za projekt, borba za ideje. Ne? Zdaj, ja, ne? Na ta način mislim, da se bodo mogle stvari spremeniti. Recimo, mi mislimo, da so te se pravi, novi obrazi stranke so samo v Sloveniji, neka taka zgodba, ampak sej, ne, tudi v Franciji, recimo, tudi v Italiji se dobivajo novi movement, nova gibanja, ki spodbudijo in se uokvirijo okrog 5 idej, ne. In lahko rečem, da, ampak ja, tam je ta politični establishment, ne, tudi Macron, izdelen politik, izšolan in tako naprej. Jaz moram reči, da v teh pogledih ga zelo cenim. Tudi z njegovimi pogledi glede razvoja Evropske unije, ne. Ta razmislek, ne, kakšna ta globalna tekma, je bil pretekli teden, kar je Macron govoril, recimo, zelo dobra. Ampak ja, želim to povedati, politiko treba malce bolj odpreti v smislu tudi borbe za ideje, ne pa v okviru znotraj strankokracije. Jaz si to želim, da lahko tudi Nova Slovenija je tukaj gonilna sila na tem delu. A je v politiki biti mlad nekaj, kar je prednost, ali kar slabost? Kako ti to vidiš? Recimo, ti si relativno mlad, ne? Pa imaš kljub temu veliko izkušenj. Še mlad. Jaz računam, da si manjka 40, če še zmerim. Dobro, to je od vremena, od ministerske funkcije. Ja. Si v formi, ne, drih, sicer? Tečeš, ne? Kar tečem, kar telovadim, no. Ja, pač v Ameriki mi je zato malo zmanjkalo cajta, to je pa še London, in tako da zdaj sem se nazaj vrnil malo telovadnico, pa spet Kamorsko Bistrico, no. Tečeš, ne? Ja, kar. Ampak to bo trenirati za en maraton, si že pretekel, ne? Ja, 42, lansko let na Dunaju sem oddelal s časom 3:27, to se pravi, pace na kilometr je 4:52, poprečje. To je zelo dobro. Kar je pod 4 je dobro, ali koliko je, bi rekel? Glej, zdaj odvisen od ampak predispozici pa referenc, pa treninga, ne. Ampak jaz sem imel cilj pod 3:30, ne. Na kilometr? Ne, v celoti. 3:30, se pravi, 3 ure 30 minut sem ga dosegel
So pa moje zmožnosti še mnogo večje, glede na to, kakšen srčni utrip sem imel med tem tekom, kakšen srčni utrip imam v intervalih, ki jih delam, ne? Se pravi, teki 4x pod 5 km na polno, ne? Pa krajši intervali. Zaradi tega se pripravljam še na en maraton. Imel sem zdaj nekaj poškodbe s prstom, tako da to so mi težave. Ampak še en maraton, ta ljubljanski, bi ga rad pretekel in da bi šel tam pod 3:25, no. 3:20 se bi kar dal. Bi se dal. Ja. Kako pa izgledajo te priprave? Kaj, prehrana posebej, treninge, kako malo nam povej? Ja, vi morate vedeti, da jaz sem bil v mladosti tudi športnik, ne? Sem igral zelo veliko nogometa, pa tudi veliko tekov. Imaš potem to malo mišično maso pravilno razporejeno zaradi tega, ne? Potem pa moram reči, da zlasti v obdobju, ko sem bil poslanec, minister, ko sem bil minister, sem jaz bil že kar lepo debelinko, ne? Že kar obdelen, ne? A zaradi dobrih kosil ali zaradi neaktivnosti? Nobene aktivnosti, pa življenjski stil se pač se je spremenil. Samo služba. Samo služba, veliko smo delali, sem rekel, veliko letal, hitre prehrane, bruseljskega, krompirška. In potem sem že začel, že pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami malce paziti na to in sem prišel na nespodobne kilograme. Potem sem se odločil, da grem na ljubljanski maraton 21 km in sem ga tudi dobro oddelal. Mislim, sem tekel 1 ura pa 40 tam nekje. Ura 40, 21 km, zelo v redu cajt. In potem sem začel s pripravo, ne? Maratona in sem se odločil, decembra sem plačal Dunajski maraton, 4 mesece prej sem začel pa trenirati. Te treningi so pa sestavljeni pač tako, da imaš ti dolge teke, enkrat na teden greš, začneš z 22 km, potem pa po 4 tednih si tam na 35, potem pa, ne, tako, če greš na ta način, pa ponavljaš. Potem imaš tempo teke, pravi 15 km s tempom 4:40, ne? Na kilometer, pace. In to moraš konstantno držati. Potem imaš ti intervale, ki pa tečeš, recimo, enkrat se spomnim, smo imeli posvet na Bledu, v začetku januarja 2023, ne? Ja, en let nazaj. Sem okrog intervale delal, sem imel 5 km po 1000, ne? In tistih 1000 metrov si mogel preteči po tem programu treninga, ki sem ga imel. Sem mogel delati kako že bilo? V 4 minutah, 4 minute, ne. In to je bilo tempo, hard, ne, tisti puls ti nabija gor, ne. Ampak ja, se pravi, imaš intervale, dolge teke, tempo teke in potem prideš do maratona, ne. Jaz tudi malo uživam, no. V treningu ali pa v doživetju tega, da ti je uspel? V treningu, tudi v doživetju, ampak v treningu, v tem času, ko ti tečeš, ne, na treningu, se pravi, ne, imaš res ogromen časa za razmišljati. Nikoli nimam med tekom slušalk, ne, da bi neko muziko poslušal, ampak ogromno razmišljaš. Prekrvitev boljša, ne? Boljša je in nimaš kaj drugega delati, kot razmišljati, ne. Če se vsem doma za televizijo spet nekaj gledaš, ne, se igra z otroci, karkoli, greš teč, ne, imaš izključno čas, da razmišljaš, ne vem, itak, večinoma o politiki, o družbenih dogodkih, o dogodkih mednarodna politika, ne. Pa v bistvu si sam zase si. Ja, sam zase si. Te jutranje teke zdaj spomladi, ko ti, ne vem, ptiči pojejo na vsakem koraku, ker res je. To je noro. Kaj mal dan, ne? Ja. Jutro. Zjutraj vstaj o 5 uri, pol 6 teče milina. In vstajaš, tudi je zdaj redno. Moram reči, da sem vstal 5 zjutraj. Da pa spad hodaš pa približno. Koliko časa spiš? Še vedno, da prepozem. Pred učiliščem je bila Liga prvakov, pa sem šel prepozno, ker so igrali tam 110 minut, ne. Ja. In sem potem šel pač prepozno. Učili sem se spal pa že po 11. Recimo. Tako da si v formi. Ja, mislim, moram reči, da sem v formi in pripravljen na nove izzive. Saj se ti pozna. Zagoren. Je odlično, saj si v kampanji na nek način. Tako je. Ja, to te bom še izval. Ti kar. Te bom izval še s tem, ker vidim, da na svojem Instagramu objavljaš kakšne dobrote, da pečeš hobotnice izpod peke, te stvari. To je pa druga stvar, ki mogoče ni glih, oziroma tisto, kar poješ, očitno skuraš, ker drugače si rekel, bi se razširil. Kaj delaš? Pečeš na žaru meso, kaj drugega, specialitete, kdo kuha doma večinoma, si to ti, žena, kako ste, malo povej.
Ne, doma kuha večinoma žena, ker se pa delijo kakšne take specialitete, se pač pridružim, rad pa sam delam. Ne. Mislim, lahko rečem, da nasploh mi doma malo kuhamo. Takrat, ko pa? Zvečer se malo odpovedujemo hrani, ne. Tako da to so vikendi, ko kuhamo doma. Lahko pa rečem, da tako, ne. Rad delam izpod peke stvari, zlasti hobotnico. V bistvu zdaj zadnje leta samo hobotnico, tako 4-krat na leto, 5 kilogramska, 4,5 kilogramska. Manjših res ne delam več, pod 3 kile ne delam več, ker ni ta prava, ne. Tako take velike hobotnice, lahko rečem, da prijatelji ocenjujejo, da to kar znam, no. Zdaj, drugače pa tudi na žaru, ampak neč vapši še pa tega, ne. Ampak ja, kakšne dobre stejke. Zadnjič smo delali, mi je en kolega pripeljal angusa, zorjenega 40 dni, ima vrhunsko, ne. Vrhunsko meso, mislim, to je bombastično. No. To ne smeš prepeč, ne? Ne, to mora biti res, tisti, ki rečejo, da to mora biti res zapečen, to tam ni več isto meso. Ni steak. Ni steak, ne. To delam pa tudi kakšne seveda po zimi, decembra, kakšne take specialitete, ne. Iz pečice ali pa tako pripravljene suši, ne. Hčerka moja obožuje suši. In za rojstni dan, ne, ki ga ima decembra, se ne spada v kontekst, ampak ja, pripravljamo suši, ne. In to pripravljam, imam rad. Tako da imaš nove kulinarične izzive tudi na programu. Imam zdaj še v skrini enega, koga imam, kovača, ne. Ne, se opravičujem, zobaca. Zobaca 5 kilogramskega, tako da mogoče pade naslednji teden. No. To bom objavil na Instagram. No, odlično. Jaz ti želim v kampanji eno dobro kampanjo, kakor vem, boš obkrožil tudi Slovenijo, ker se bo dal za to potujočo kavarno, našo avtobus NSI-ja je skrenil na pot, tako da verjetno boš tudi lahko s kolikšno, oziroma ljudje lahko pričakujejo, da bojo s tabo kakšno kavo spili, pa boste še tam kakšno rekli o kakšnih stvarih, kako bo kakšno zimali. Tako da hvala za danes. Ja, hvala, moram reči, da jaz se veselim kampanje. Zlasti to, da se je Nova Slovenija odločila, da imamo avtobus. Zakaj? Ker z avtobusom lahko dosežeš res vsako slovensko vas. In če kaj, ne, ta stik z ljudmi, roka, ne, ki ti daš, ne, ki jo sprejmeš, ta objemi, ne. Ja. Ker to je res pomembno. Ne. In Nova Slovenija, ki je stranka res blizu ljudem, želimo dati ta poudarek, da nam ni vseeno za to državo. Ne. Mi ne želimo biti samo v Ljubljani, v Mariboru, v mestih. Ne. Mi želimo iti v vasi, vsako slovensko občino. Obiskati in reči, koliko pomembno je, da se čutimo Evropejce, da gremo na evropske volitve, da se opredelimo do teh ključnih, v mojem mnenju samo 3 vprašanj, ključne 3 vprašanja glede prihodnosti Evrope. In zaradi tega spodbujam, ne, vse gledalke in gledalce, ki spremljajo najmen pogovor, ne, da pridite do nas, pridite do našega avtobusa. Ne. Jaz bom vse zahodno od Ljubljane prisoten, ne, na Primorski. Tako da ja, grem rad na avtobus, grem rad med ljudi, tako da se vidimo. Hvala.